Muzikalični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Diana, spet berem za vas. Tokrat pravljico o življenju v gozdu. Umirite se, globoko vdihnite, pa začnimo. Veveričji rep. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela veverica, ki je imela veliko prijateljev. A ni bilo odzmeraj tako. Ko je bila majhna, je bil njen repek zelo nagajiv. Komaj je čakala, da bo lahko šla iz gnezda, a ni vedela, kaj jo čaka. Prvi dan se je veverica igrala s kobilico. Tekmovali sta v skakanju z veje na vejo. Nagajiv repek se je oglasil. Cvil, cvil, cvil. Kobilica je od strahu spregledala vejo, padla na tla in jezna odšla. Naslednji dan se je veverica igrala s polžem. Plezala sta po drevesu, ko je repek naredil cvil, cvil, cvil. Se je polž tako hitro skril v svojo hišico, da se je skotalil po drevesu vse do tal in jezen odšel. Tretjega dne je veverica tekmovala z vrano, katera bo prej prišla do drevesa na robu gozda. Ko pa se je repek oglasil cvil, 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 se je vrana zaletela v drevo, se udarila v kljun in jezna odšla. Uboga veverica ni vedela, kaj narediti. Bila je žalostna, saj je ostala brez prijateljev. Vsakič, ko je skočila in vsakič, ko se je obrnila, je ves gozd odmeval cvil, cvil, cvil. Osamljena se je sesedla na kamen in zajokala. Solze so tekle ves dan in vso noč in še ves naslednji dan. Pod njo je nastala velikanska luža. K njej je priskakljala žaba in je vprašala, zakaj joka. Veverica ji je povedala vse o nagajivem repku. Žaba je predlagala, naj med skokom ujame svoj rep in mu ne dovoli, da bi delal cvil, cvil, cvil. A to ni bilo lahko. Ker pravijo, da vaja dela mojstra, je veverica vztrajno vadila, skakala, se obračala in lovila svoj repek. Čez nekaj dni ji je uspelo. In naslednji dan spet, pa spet in spet. Kmalu je postala tako vešča, da jo je repek vedno ubogal. Žabica Regica jo je opazovala iz mlake nedaleč stran. Veveričje solze so se počasi posušile in na travniku, kjer je bila prej luža iz solz, je zraslo veliko pisanih rožic. Živali so vsak dan občudovale pisan, dišeč travnik. Veverica pa se je spomnila, da se je za prijatelje treba potruditi, čeprav včasih ni lahko. Kmalu je bil gozd spet poln smeha in živali so se vse dneve igrale na pisanem travniku prijateljstva. Zahvaljevale so se veverici, ki je s svojimi solzami zalila suho zemljo. Kaj pa repek? Repek ni bil več nagajiv in na svojo pesmico cvil, cvil, cvil je počasi pozabil. Kaj pa veverica? Postala je najbolj priljubljena in najbolj modra žival v celotnem gozdu. Zagotovo je bila najbolj vztrajna in na to je bila zelo ponosna. Ni lepšega, kot imeti prave prijatelje ob sebi, kaj ne? Pomislite na vaše prijateljčke, močno jih v mislih objemite. Ste? No, zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.